Slovenska demokratska stranka ima kandidate vseh 88 volilnih okrajih. To pomeni, da smo k tem volitvam pristopili resno. Vse so najpomembnejše, po našem mnenju so najpomembnejše od leta 90, ker je Slovenija v izredno težkem položaju, je potrebno združiti vse sile, mlade, starejše, da se ta voz potegne zopet v zgor, da bodo naši ljudje potem lažje zaživeli. Slovenska demokratska stranka je, mislim, da edina stranka, ki ima pripravljen program in tudi rešitve po 4. decembru. Strokovni svet, ki je štel preko 500 članov, je ta program pripravljal približno 3 leta. Torej so se tedensko sestajali in pripravili program, ki je zbran v knjigi 10+100. Naša kandidatka na teh volitvah v našem kraju je Petra Mlinarič Jager, zaposlena v družinskem podjetju, ki sem kasneje sama bolj predstavila. In Slovenska demokratska stranka je tudi povabila ogromno novih ljudi, tudi mladih ljudi, kot je Petra, da sodeluje na volitvah za državni zbor, torej prvih predčasnih volitvah v zgodovini Slovenije. In na listi Slovenske demokratske stranke so mladi, stari, novi obrazi, mi pa je skupni, da so vsi ti obrazi, ki so pravi obrazi, prava rešitev za volivke in volivce. Tukaj bi jaz uvodoma, da bi jaz predal besedo Petri. Petra, izvoli. Hvala. Sem Petra Mlinarič Jager, kandidiram na listi SDS. K kandidaturi me spodbudi program, ki ga ponuja Slovenska demokratska stranka. Program 10+100 ponuja 10 nujnih protikriznih ukrepov, ki jih bo Slovenska demokratska stranka sprejela v prvih 100 dneh mandata. In 100 ukrepov, ki jih bo sprejela v naslednjih 4 letih, če se bo seveda strani volivk in volivcev pridobila zaupanje. Torej, naša stranka ponuja rešitve tudi po 4. decembru. Osnovna parola Slovenske demokratske stranke je pravičnost, gospodarski razvoj in nova delovna mesta. Posebej bi rada poudarila 10 rešitev v prvih 100 dneh, ki bo smer razvoja spet obrnilo navzgor. Nekatere poteze bodo zelo konkretne, druge bodo pa zgolj uvod v odločnejše spremembe. In te so: število ministrstev bomo zmanjšali na 10, pristopili bomo k socialnemu in medgeneracijskemu dialogu, delež javne porabe v BDP bomo omejili na 45%, podprli bomo ustvarjalne in zmanjšali stroške dela, podprli bomo podjetne, skrajšali bomo čas umeščanja objektov v prostor, odpravili bomo kreditni krč in terjali odgovornost za slabo poslovanje bank, stanovanja v lasti bank bomo dali na trg, veliki gospodarski kriminalci bodo obsojeni, kadrovali bomo sposobnostih in osebnem poštenju in plus stvari, ki bi jih lahko uredili že včeraj. Če bom izvoljena v državni zbor, bom vzpostavila dialog z lokalno skupnostjo, pomagala pri črpanju evropskih sredstev, posebej pa se bom ukvarjala s problematiko mladih, ki se soočajo s problemom zaposlovanja, urejanja bivalnega problema in izobraževanja. V tem kontekstu bi seveda rada poudarila, da štipendije pod našo vlado ne bodo ukinjene. Temelj reševanja vseh problemov je pa vsekakor razvoj gospodarstva. S prihodom novih investitorjev se bodo odpirala nova delovna mesta, ki bodo posledično ustvarjala boljši standard naših ljudi. Kajti sami vemo, da je naša regija nekako pozabljena. Hvala za osnovno besedo. S ponosom bi še rada pokazala program 10+100, ki ga imamo v Slovenski demokratski stranki, lahko rečemo edini, in smo resno pripravljeni na vsa 4 leta, ki upamo, da nas čakajo na vlade.